Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občinski svet Mestne občine Koper je na torkovi izredni seji obravnaval vlogo družbe Adriatic Safari, muzejska dejavnost d.o.o., ki predlaga vzpostavitev muzeja pomorske duše Laho v Kopru. Projekt predvideva vrnitev ladje Laho v slovenske vode in njeno stalno namestitev v koprskem Mandraču. Pobudnik je občinskemu svetu predlagal spremembo pravilnika o pristaniščih, dodelitev priveza ladji ter aktivno sodelovanje občinske uprave pri pridobivanju potrebnih soglasij pristojnih organov za njeno trajno umestitev. V razpravi so svetnice in svetniki poudarili, da projekt v trenutni fazi ni dovolj jasno in celovito predstavljen. Opozorili so na odprta vprašanja glede dolgoročnega upravljanja, nujnost temeljite preveritve prostorskih in pravnih vidikov predlagane rešitve ter nejasno finančno zastovo projekta. Po oceni občinskega sveta bo pred sprejemanjem morebitnih nadaljnjih odločitev treba pridobiti dodatna pojasnila, preveriti skladnost projekta z veljavno zakonodajo ter oceniti njegove finančne, prostorske in razvojne vplive na območje koprskega Mandrača. Zato so sprejeli sklep, da županu ne podelijo posebnih usmeritev ali pooblastil za začetek postopkov sprememb občinskih predpisov, ki bi ladji Laho omogočili privez v Kopru. Za sklep je glasovalo 26 od 27 prisotnih svetnikov. Mestna občina Koper in župnija Koper sta v ponedeljek zaznamovali ponovno delovanje mestne ure ter posodobljeno zvonjenje v koprskem zvoniku. Po obnovi notranjosti 54 metrov visokega zvonika na Titovem trgu je občina v sodelovanju z župnijo obnovila urni mehanizem na mestnem stolpu in sistem zvonjenja liturgičnih zvonov z konca 90. let prejšnjega stoletja ter historičnega zvona iz leta 1333, ki je najstarejši še delujoči zvon v Sloveniji. V vsakem primeru pa že sama ta konstrukcija, v bistvu celoten objekt, torej cerkev in hkrati mestni stolp v lasti občine, zvonovi, ki so nekateri občinski, nekateri bogoslužni, so ena taka zanimiva kombinacija, ki kaže na to, kakšno sožitje je tudi potrebno med temi dvemi, da rečem, inštitucijami, zato da pač se boljše živi v tem mestu in mislim, da se tukaj tudi na račun tega dobro živi. Zvonove in uro so tudi blagoslovili. Gotovo je to nekaj, kar je za samo mesto Koper, tudi širšo okolico, ne nazadnje za župnijo in škofijo. Nekaj, kar zelo spada k našemu vsakdanjemu življenju. Vemo, da zvonovi so naši spremljevalci od zjutraj do večera in zvonovi so del naše zgodovine, preteklosti pa hkrati tudi prihodnosti. Tako kot so sedaj sinhronizirani oziroma nameščeni, res so pesem, ki pomirja, ki daje upanje in ki nekako vsakemu od nas sporoča neko skupnost. Torej, bodimo tako žlahtni drug do drugega, kot je žlahten sambron oziroma pesem tega zvona. In Bog daj, da bi zvonovi v Kopru oznanjali čim več lepih dogodkov, pa ne tragičnih, kot so recimo pogrebi in podobne reči. Obnovo zvonov je izvedlo podjetje Krn d.o.o., specializirano za zvonove in uravnavanje zvonjenja. Strokovnjaki so na zvonovih zamenjali kemblje, ki so poškodovali bron, ter vgradili lesene jarme in traverze, s čimer so zmanjšali vibracije in neželene zvočne frekvence. Vzpostavili so tudi novo elektroniko in sistem krmiljenja zvonjenja ter mehanizem za bitje stolpne ure. Od danes naprej bo v tem zvoniku bojo 3 zvonovi vsake 15 minut bil uro in to jo bojo bil tako, kot je stara stolpna ura, ki se je ročno navijala bila. Je pravi nežno, blago in naj ne bi motilo občanov, ampak bi jim bilo samo v polepšanje kulise kraja. Nočnega bitja ne bo. Zvonjenje, samo zvonjenje pa mora biti tudi lepše in bolj nežne, ker smo namreč namestili nove mehko kovane kemble, lažje izvedbe preko usnja in tudi zvonovi so obešeni na lesenih jarmih, kar je najboljše za zvonove.
Če ste prej slišali zvonjenje, je bilo bolj tako tuf, tuf, buf, tuf, zdaj pa bolj bo, ne, zdaj sicer bolj mogočno poje, ampak ni tistega tuf, tuf, da bi ti ušesa motila. Mestna občina Koper je ureditev zvonjenja v zvoniku ter vključitev stare ure v novi urni mehanizem sofinancirala z 40.000 evri v okviru javnega poziva za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v mestni občini Koper za leto 2025. Pred dnevi so se na predstavitvi pomembnih naložb, ki jih je družba Luka Koper Impo uspešno izvedla v letošnjem letu, zbrali vodstvo omenjene družbe, uprava Luke Koper ter poslovni partnerji. Dogodek je zaznamoval tudi simbolični krst novega plovila Gaja. Sprva je predsednica uprave Nevenka Kržan izrazila navdušenje in zadovoljstvo nad uspešno izvedenimi naložbami hčerinske družbe. Poudarila je, da so naložbe v hibridna in električna vozila, sodobno opremo ter energetsko sanacijo objektov pomemben korak k zmanjševanju okoljskih vplivov in krepitvi zanesljivosti pristaniških storitev. Direktor Luke Koper Impo Robert Kranc je nato napovedal še 2 naložbi za prihodnje leto, in sicer električni kombi Renault za pobiranje ladijskih odpadkov ter električni avtobus Mercedes za prevoz zaposlenih v Luki Koper. Osrednji dogodek pa je predstavljala najnovejša pridobitev, in sicer plovilo Gaja, ki je v pristanišče vplulo v začetku decembra. Izdelano je bilo na Korčuli, dolgo je skoraj 12 metrov z nosilnostjo do 15 ton. Namenjeno je zbiranju ladijskih odpadkov, zato bo pomembno prispevalo k okoljsko odgovornemu delovanju pristanišča. Nekdanje skladišče soli Libertas se postopoma preobraža v kulturno stičišče mesta. Gradbišče je ta teden ponovno odprlo vrata za obiskovalce, da bi si ti ogledali napredek prenove ene največjih občinskih investicij. Objekt Libertas, kot vidite, je že dobil del strehe, torej se zapira počasi objekt, vrata, okna ostajajo še zaenkrat odprtine. Časovnica je še vedno slabo leto, imamo še do konca, to pomeni jeseni pričakujemo otvoritev oziroma začetek izvajanja novega programa v tem, jaz mu rečem enostavno, kulturnem domu Libertas oziroma stičišču kulture. Skupna vrednostna naložba po tekočih cenah znaša 6.523.590,6 evra z DDV. Od tega bo občina skoraj 3,5 milijona prejela kot nepovratna evropska sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, preostali del pa bo financirala iz lastnih sredstev. Seveda, dober del celotnega stroška je tudi opremljen celotnih prostorov, tako da bo primeren za to, da se lahko izvaja vse aktivnosti, od različnih koncertov do prireditev, do stojišč in sedišč in vseh ostalih stvari, ki pač pašejo notri. Vse je poskrbljeno, vse je v sklopu te cene. Po izvedbi rušitvenih del, izkopov in arheoloških izkopavanj, ki so prinesla tudi nova spoznanja o zgodovini Kopra, je izvajalec del, podjetje Makro 5 gradnje, namestil novo nosilno jekleno konstrukcijo, trenutno pa izvaja dela na strehi. Je kar nekaj izzivov, s katerimi se spoprijemamo skozi gradnjo. Eden je bližina ceste in promet, drugo je, kot ste že opazili in videli predhodno, arheološka najdišča, kar so najdli kolegi. In mislim, da kljubujemo vsemu, kar se da dobro, in časovnica poteka po planu, tako da mislim, da bomo zaključili v predvidenem roku. Obodni zidovi so nekako fasada objekta, ki držijo v bistvu samo sebe. Kar vidite zdaj, to jekleno konstrukcijo, je v bistvu objekt v objektu. Nosi sebe in nosi streho. Streha praktično leži komplet na teh jeklenih stebrih. Obodni zidovi niso z novo konstrukcijo obremenjeni praktično nič. Libertas, stičišče kultur, bo svoja vrata predvidoma odprl v drugi polovici prihodnjega leta. Občina Piran bo obiskovalcem silvestrovanja na Tartinijevem trgu, kjer bosta od 21. ure dalje nastopile Tequila Band in Petar Grašo,
zagotovila brezplačne avtobusne prevoze na relaciji Piran-Portorož-Lucija. Med 21. in 4. uro bosta vozila 2 večja avtobusa, eden po voznem redu, drugi pa po potrebi, glede na število potnikov. Brezplačni avtobus, ki sicer povezuje Trtinjev trg in Fornače, bo po 21. uri vozil le do glavne avtobusne postaje v Piranu. V četrtek 1. januarja bo zaradi koncerta skupine Kingston ob 16.30 in ognjemeta ob 18. uri v Portorožu med 16. in 20. uro vzpostavljena popolna zapora ceste, obala na odseku med križiščema s Koprsko cesto in prečno potjo v obe smeri. Obvoz bo urejen s prometno signalizacijo. Pretekli konec tedna je v slovenski Istri potekal 4-dnevni kamp za mlade nogometaše med 8 in 16 letom starosti, ki želijo izpopolniti svoje veščine v igri. As v nogah je akademija, ki jo vse od leta 2008 organizira nekdanji slovenski reprezentant in selektor mladih reprezentanc Branko Zupan, ki poleg zimskega vsako leto organizira tudi poletni kamp. Ja, imamo 2-krat na leto, poletni je ločeno za igralce in ločeno za vratarje, pod zakleni vrata za vratarje, za igralce postane nogometni as. Zimski pa Piran, Izola, tudi Koper, izbiramo lokacije, ker je tudi se da v decembru trenirati in pred temi prazniki poskušamo otrokom še predati nekaj teh nogometnih veščin, da se pri tem zabavajo in da zaključijo sproščeno tudi v okviru nogometa svoje leto. Odkot se prihajajo, koliko so stari? Ja, prihajajo iz cele Slovenije, stari so tam od 8 let, nekateri so že tako pogumni, da jih tudi starši pustijo same, eni so tudi starejši, ki že prihajajo vrsto let, tudi 5-6 let, tako da eni so stari tudi 15-16 let, pridejo kakšni nas tudi obiskat, ki so že tudi profesionalci, tako da je pestra druščina. Program je na kampu kar pester, saj imajo poleg nogometnih treningov, kjer je poudarek na individualnih segmentih tehnike nogometašev in vratarjev, še druge aktivnosti. Zvečer je tako na sporedu tudi kopanje v bazenu, po večeri pa sledijo družabni večeri. V dopoldanskem času pa ne gre brez gimnastike, ki je pomemben dejavnik v svetu športa. Gimnastika je en sestavni del, ki jo tukaj dosti poudarjamo in tudi usmerjamo, da bi jo izvajali izven tega procesa v okviru klubskega dogovora, kakorkoli. Se gimnastika le predstavlja eno od baz, kjer razvijajo celotno telo s pomočjo raznih teh gibalnih spretnosti in so potem tudi lahko boljši v nogometu. Treningi so na kampu tudi posneti, tako da lahko mlade nogometaše usmerijo tudi s pomočjo videoanaliz, kjer se posvečajo pomembnim detajlom. Na treningih, ki letos potekajo v Piranu, je moč zaslediti tudi zanimive pripomočke in naprave, ki pripomorejo k osvajanju nogometnih veščin. Eno takih je izumil tudi naš sogovornik. Ja, to je naprava, ki sem si jo jaz zamislil predvsem za razloga, to je jumping, ki je sestavljen iz 3 kvadrov. Lahko ga koristijo tudi nekako v obliki 1., 2., 3. mesto in ima zraven to teleskopsko tako palco, ki se lahko dviguje na različne višine in se lahko izvajajo prilagojeno udarci z glavo, vole udarci. Obenem se pa uporablja tudi za skočnost, za odrivno moč, lahko delajo globinske skoke, bočne preskoke, tudi določene vaje za hrbet ali notranje te stegenske mišice, zadnjo ložo in tako dalje, zadnje stegenske. Tako da raznovrstna vadba je možna na tem rekvizitu. Kaj pa otroci najraje počnejo na treningih? Najbližje jim je ta igra 1-1, strelje na gol. Seveda radi igrajo, pokažejo te veščine, ampak mi jih spodbujamo, da se zavedajo, kakšna količina vadbe je potrebna, oziroma ponovitev, da eno tehnično veščino res obvladajo in ob temu seveda potem radi igrajo in se med sabo primerjajo, kdo je boljši in tako dalje. Na koncu pa tudi radi izvajajo te razne nesmetrovke, proste strele in tako dalje. Najboljše pa je, da o kampu povprašamo glavne akterje. Jaz sem bil vedno golman in navdušilo me, ker sem veliki, pa ata še mi je predlagal. Želim biti enkrat veliki vratar. Je tudi ata igral v nogomet? Ja, samo on je igral v veliko klubih. Kako ti je všeč tukaj obala, Piran, Koper?
Pa zelo v redu je. Ni tako zelo mrzlo, kot pa v Mariboru. Si prvič na akademiji od Brankota? Si še na kakšni druge mogoče kdaj bil? Ne, nisem četrtič, nisem še bil na nobeni drugi akademiji, razen tukaj. Kako se spreminja iz leta v leto? Rekel si, da si bil že 4-krat, je vedno isto, se kaj spremeni? Ja, se spremeni, samo se kar spremeni, vedno boljši postavam in zdaj sem prišel še bolj izpiliti nekaj. Kaj pa treningi so podobni kot vsaka leta, ali se kaj spremenja, tudi nekaj novih naprav imate? Ja, se spreminja, ja, kot naprimer za vole ali pa za glavc, za marš odbit, pa tako. Treniram pri NK Mariboru Taboru. Privleklo me je, da se kaj naučim, pa zelo Branko je najboljši trener za golmane, pa veliko ve o tem. Torej si vratar, koliko časa si že vratar, si odvedno vratar, kdo te je navdušil za to pozicijo? Manuel Neuer, pa nasploh enkrat sem šel na gol, pa mi je bilo zelo všeč. Kakšen je tvoj cilj v nogometu? Da dosežem pač FC Bayern. Kaj ti je najlepše na takšnih akademijah, kampih? Da uživamo, da spoznamo nove prijatelje, treniramo. Pripeljalo me sem, da bi se rad malo naučil o nogometu. Sem iz Markovca v Kopru in star sem 10 let. Koliko časa že treniraš nogomet, kje si začel, katera je tvoja pozicija? Moja pozicija je špica, začel sem v Kortah in treniram 1 leto in pol. Kdo te je navdušil, imaš mogoče kakšnega vzornika tudi? Ja, imam Federico Valverde, ta iz Real Madrida. Si prvič na tem kampu? Drugič, Kako ti je, kaj ti je najljubše? ko imamo penale. Kako si sicer zadovoljen s treningi? Zelo pač zadovoljen sem, ja. Kaj še počnete, ko niste tukaj na nogometnem igrišču, kakšne aktivnosti še imate? Gremo v bazen zvečer, pa počivamo v sobah po kosilu in se zabavamo. Za konec nam je Branko Zupan še zaupal, zakaj se je odločil za ustanovitev svoje akademije ter kako gleda na prihodnost slovenskega nogometa. Da sem pa sploh s tem projektom začel, je ena ključnih zadev, da ko sem končal kot selektor na Nogometni zvezi 2008, sem hotel nekaj svojega izvajati, da lahko izvajam v kontinuiteti, tako da je tudi tukaj dosti individualnega dela s posamezniki. Tu je nekako zanimivo po selektorskem mojem obdobju začela še dodatna raziskava, kako neke detajle izpiliti, kaj vse je potrebno. Tako da zdaj po 17 letih sem nekako pripravljen za iti spet na tržnico nogometno, če se malo pohecam. Evo za konec, kakšna je prihodnost slovenskega nogometa? Imamo dovolj talenta na igrišču, v stroki? Talenta je dovolj. Glede teh usmeritev, kar sem prej omenil, pa mislim, da so še rezerve. Da to je pa odvisno od vodstev kluba, kako bojo znali spodbujati te trenerje, ki delajo z mlajšimi, ker če določenih elementov ne bo v količini dovolj zastopanih, potem tudi napredek, kar se tiče teh tehnično usposobljenosti igralcev, ni tak. Potem bo takih igralcev, kot so bili Zahovič, Iličić in podobni, ki so bili zelo sposobni 1-1 reševati zadeve, manj, ker trend nogometa, ki se pojavlja zdaj nekako, kar usposobimo igralce v Sloveniji, je bolj, da so taki zelo disciplinirani, delavni, odgovorni, obrambni igralci. Dobro, Šeško je eno teh, ki je z ekstra talentom se prebija, ampak manjka nam te, bi rekel, malo navihanosti na igrišču, sfintiranja, da je malo tudi raznovrstnih elementov prisotnih, ne samo sprejem podaja, pa ogromno teka. Za rokometašicami Žurt Kopra je fantastični prvi del sezone. Potem, ko so se lani vrnile v prvo slovensko ligo in nabirale prepotrebne izkušnje, jim gre v letošnji sezoni nadvse odlično. V državnem prvenstvu so varovanke Željka Zirduma slavile na prav vseh 8 tekmah in so tako točkovno izenačene z vodilno ekipo prvenstva, serijskimi prvakinjami Krimom. Do konca rednega dela bodo po novem letu odigrale še 4 tekme, na kar bo sledila Liga za prvaka, kjer se bo 6 ekip pomerilo po dvokrožnem sistemu. Tiha želja Koprčank ostaja nastop v evropskih tekmovanjih v naslednjem letu, kamor se lahko uvrstijo tudi z dobrim rezultatom v pokalnem tekmovanju. Tega so v petek otvorile zmago nad Vrhniko, ki so jo premagale z 29-23 in se tako vrstile v četrtfinale.
Po uspešnem jesenskem delu je svoje varovanke z izbranimi besedami pohvalil trener Zirdum. Boljše ne bi moglo biti, ujelo se nam je vse, dobri treningi so tudi pokazali dobre rezultate, zdaj nas čaka malo počitka in po novem letu sledijo zame osebno še 4 najtežje tekme, kjer bomo videli, kam sodimo. V odlični formi so konec koledarskega leta zaključile tudi koprske odbojkarice. V državnem prvenstvu so namreč slavile še 4. na zadnjih 5 tekmah, na vseh omenjenih zmagah pa niso oddale niti niza. Tako je bilo tudi v soboto, ko so doma gostile ekipo AFM Volej iz Radovljice in jo premagale s 3-0. Luka Koper Volej je trenutno na 4. mestu, v pokalnem tekmovanju pa se je sredino zmago proti Krimu uvrstila v polfinale. V primorskem klubu se lahko pohvalijo tudi z dejstvom, da imajo najboljšo blokerko v ligi Tijo Koren ter najboljšo serverko Najo Kukman. Koprski trener Sebastian Mikša je tako z jesenskim delom več kot zadovoljen. Mislim, da so zaslugo definitivno treba pripisati dekletom ekipi, ki pač spoštujejo in se držijo vseh taktičnih navodil. Če bi me kdo na začetku sezone vprašal, bi podpisal tako, verjamem, da smo sposobni še bolj. Moramo popraviti nadgraditi določene stvari v naši igri, ampak mislim, da smo lahko tudi jaz kot glavni trener, da sem izjemno ponosen na svojo ekipo in da lahko gremo mirno zdaj na en zaslužen počitek. V prvi ženski odbojkarski ligi je po novem letu na sporedu 6 krogov, na kar sledi končnica na izpadanje. Lani so bile Koprčanke po 10 letih znova med 4 najboljšimi ekipami, česar si želijo tudi letos. Ne bi se pa branile niti skoka na stopničke. Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je na začetku tedna znova dokazal, zakaj sodi v sam vrh svetovnega nogometa. Z izjemno obrambo je navdušil navijače Atletika Madrida in ljubitelje nogometa po vsem svetu. Uživajte v ogledu te vrhunske poteze. Pozdravljeni v novi ediciji kulturnega napovednika. V zadnjih dneh decembra se obala prelevi v živahno prizorišče za vse generacije. 27. decembra se bo dopoldne ob 10:30 v gledališču Koper odvila otroška gledališka predstava z naslovom Z Igorjem po svetu. Tokrat bodo obiskali Egipt. Zvečer pa bo kulturno dogajanje dobilo simfoničen in klubski značaj. Ob 19:30 bo v auditoriju Portorož koncert Aurum v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ob 21. pa bo Hangar Bar v Izoli gostil koncert skupine Dance Mamdita in Ne vem, ki bosta večer obarvali s post-punkom in eksperimentalnim noise rockom. 28. decembra bo ob 19:30 v koprski stolnici zazvenel koncert kvinteta Molet, ki bo ponudil še bolj umirjeno klasično glasbeno doživetje. 29. decembra se bo ob 19. uri v parku Pietro Kopo v Izoli odvijal koncert skupin New Game Over in You Generacija, ki bosta združili pop, hip-hop in pop-rock energije. Na Silvestrovo 31. decembra pa se obeta že dnevna zabava, ki se bo pričela ob 12. uri v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Gre za novoletno zabavo, ki organizira Numa Events in kjer bodo nastopili elektronski izvajalci Estora, Benjamin Šok z violinistom Abelom Modičem, Ian F. in Denis Horvat. Zvečer se bo praznovanje razpršilo po vsej obali. Ob 19. uri bo v gledališču Koper koncert z naslovom Na Silvestrovo skupaj, nastopil bo obalni komorni orkester z gosti. Ob 19:30 po auditoriju Portorož sledi stand-up večer Perica Jerkovič Best of. Od 21. ure dalje se bo novo leto pričakovalo na prostem in v klubih. Na Tartinijevem trgu v Piranu bo silvestrovanje potekalo z Petrom Grašom, ob 22. uri pa se bo zabava nadaljevala v Izoli z več prizorišči, na Lonki nastopi zasedba Neme Jugat in Rock Partizani, ob isti uri pa bo v Canava House v Izoli pričetek elektronskega večera, kjer bo nastopil Tommy de Klerk in Boltzmann.
V taverni v Kopru pa bo Fantazima gostila skupino Šankrok. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo v prihodnjem letu. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.